Mejniki identitete. Jaslice kot vizualna upodobitev Kristusovega rojstva že kar nekaj generacij spremljajo Slovence in puščajo močan čustven vtis, zlasti na mlajših. So del naše kulturne dediščine zadnjih 5 ali 6 stoletij. Sprva jaslic niso postavljali po domovih, marveč po cerkvah in nato pred njimi. Domače jaslice so se začele širiti po slovenskih pokrajinah šele v 19. stoletju, a pravi razmah z novimi oblikami, vsebinami in izvedbami dosežejo na prelomu v 20. stoletje in zlasti še med obema svetovnima vojnama. Po vojni, v času nenaklonjenem veri, so se jaslice sprva umaknile iz javnega prostora v zasebna domovanja. Nov val zagnanosti zanje in izvedbene pestrosti jaslic pa je opaziti v minulih 3-4 desetletjih. Božične jaslice so polne simbolike družine in miru. Simbolni pomen imajo posamezne figurice, pa tudi urejen prostor okrog svete družine kot osrednjega motiva jaslic. Prostor pogosto daje pečat časa in človeka v njem, pečat sedanjosti, ki je del večnosti. Teološko sporočilo božičnih jaslic se skozi stoletja in različne pojavne oblike ni spreminjalo. Božje rojstvo, ki ga ponazarjajo jaslice, je potrditev stvarnikove dobrote, saj Bog z rojstvom iz device Marije postane človek, da bi se približal človeku in odrešil vse človeštvo. Po teološki razlagi božične jaslice tudi niso spomin na enkratno dejanje Jezusovega rojstva v Betlehemu, marveč simbol nenehnega ponavljanja resničnosti Kristusovega rojstva po vsem svetu in v vseh časih. Prav zato so jaslice vpete v kulturo posameznega naroda in z močno narodno noto. Za slovenskega človeka postavitev jaslic pod bohkov kot ali drugam v bivalnem prostoru nosi močno sporočilo povezanosti družine, zato je eden najbolj veselih dogodkov krščanske tradicije na Slovenskem. Toda jaslice so se skozi 2000-letno zgodovino spreminjale in njihov izvor moramo iskati v Betlehemu, poudarja pater dr. Robert Bahčič, gvardijan frančiškanskega samostana in rektor Marijinega svetišča na Brezjah, kjer je tudi slovenski muzej jaslic. Jaslice so v svetovnem prostoru, če jih sedaj gledamo, zelo pomembne. In če hočemo razložiti zgodovino nastanka jaslic, gotovo moramo iti najprej v Betlehem. Tam je začetek. In prav te jaslice, ki so se zgodile Jezusovim rojstvom v Betlehemu, so se nekako razširile potem po vsem svetu. Ampak to je bilo vedno počasi. Nobena stvar ne gre hitro. Recimo, če najprej srečamo kakšne slike v katakombah v Rimu, kjer predstavljajo recimo samo Marijo z Jezusom, ga drži v naročju, mogoče še zraven srečamo 3 modre, ki pridejo se pokloniti. To je nekako prvi začetki. Potem imamo razne freske, ki ravno tako prikazujejo Marijo z Jezusom. Potem je pomembna tradicija, ki jo imajo Bizantinci, ko slikajo na ikonah Marijo, kako leži ob jaslicah. Zraven je Jezus, ki je povit v plenice, in tu ga postavljajo na eno mizo. In zato pravijo razlagalci, da sta 2 pomena jaslic. Eden je ta zgodovinski, ker je Jezus povit v plenice in položen v jasli, v hlevu,
drugi mistični, ki pa Jezus ravno tako povit v plenice, ampak je položen na mizo. In pravijo, da naj bi to bil oltar. In to zaradi tega, ker ko so obhajali sveto mašo, da se Jezus vedno očloveči pri sveti maši. Zato so ga dajali na oltar. In potem ta bizantinski pomen še daje v ospredju tega prizora dve babici, kako umivata otroka Jezusa. In to nekako sledilo do 8. 9. stoletja, ti prizori. Potem se nekako omaknejo, ravno ta dva prizora umivanja Jezusa. V ospredje se bolj pokaže Marija, ampak ne več, ko leži, ampak tista, ki stoji ali pa kleči na kolenih, ima sklenjene roke in moli dete Jezusa. Potem ob teh prizorih je bila vedno prisotna zvezda in pa pastirji. To je bilo nekako najpomembnejše. Sveti Jožef je bil mogoče premalo poudarjen, je bil vedno nekje v ozadju, ampak šele potem koncil v Konstanci, tam v 15. stoletju ga postavi na pravo mesto, kamor mora biti in ni več tako star, ampak je že mlajši in ki nekako skrbi za Marijo in za otroka. Pri nas, ko so upodabljali te prizore, vidimo kamniti prizor, ki je meni pri srcu, je na Ptujski gori. To je relief Poklon treh modrih. In tam vidimo Marijo, kako sedi, ima v naročju Jezusa in pridejo trije kralji. Tudi v sarkofagih srečamo te prizore, ampak od to še niso jaslice. Recimo freske, slike, tudi druga plastika so samo prikaz Jezusovega rojstva. Potem v Sloveniji tudi, ko so bili benediktinci, ki so takrat tudi bili oznanjevalci evangelija, tako kot pravi Niko Kuret, srečamo na pečatu tega opata v Gornjem Gradu, da je imel ta pečat ovalno obliko in v tem pečatu je bil prizor Jezusovega rojstva. Jezus je ležal v zibki in zraven sta bila vol in osel. Zraven pa kleči Marija s sklenjenimi rokami. Pravi, da to bi bil nekako najstarejši tak prizor, prikaz Jezusovega rojstva na Slovenskem. V 3. stoletju je za poudarjanje pomena božičnega rojstva v Betlehemu veliko storila sveta Helena. Bila je mati rimskega cesarja Konstantina Velikega, ki je ustavil preganjanje kristjanov in z milanskim ediktom priznal krščanstvo za enakopravno religijo v rimskem cesarstvu. V svojem gorečem širjenju krščanstva je cesarica Helena obiskala tudi Betlehem in druge svete kraje v Palestini. Tam je dala zgraditi baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu ter baziliki Eleona na Oljski gori in Božjega groba v Jeruzalemu. V Rim pa je prinesla nekaj relikvij iz betlehemskega hlevčka in Kristusovega križa, kar je shranjeno v baziliki Svetega križa v Rimu. Potem, ko je cesarica Helena prišla v Rim, iz Rima v Betlehem, v sveto deželo, in je obiskala kraj Jezusovega rojstva. In tako se je začudila od veselja, da so potem dali postaviti tam cerkev in sama pa je zbrala tiste ostanke, ki so ostali od prvih jaslic. Govorijo o nekaj deščicah, nekako 5 do 7, in to so potem prinesli v Rim. In tam, kjer je sedaj bazilika Marije Snežne, jih najdemo še danes. V tej baziliki v Rimu so zgradili tudi stransko kapelo
In v tej stranski kapeli so nekako, kot pravijo, prvič postavljene jaslice, kot bi jim lahko danes rekli, iz kamna izklesane podobe, različne osebe, prizori. Tukaj imamo sveto družino, pa 3 kralje, pa pastirja. In te so bile postavljene v stranski kapeli tam v 13. stoletju, 1291. Potem najdemo te prizore v raznih oficijih, to pomeni v brevirjih, tam, kjer so bile knjige in so z njih molili. Razne inicialke so bile narisane in tam notri srečamo razne podobe o Jezusovem rojstvu. Temu so rekli ali pastirski oficij, ali božični oficij, kakorkoli že. Potem so pričeli postavljati tudi tako imenovane obredne prizore. To pomeni, da so imeli dialog o božičnem času v cerkvi. Ampak v tem dialogu so nastopali v glavne samo duhovniki na začetku. In ti dialogi so bili zelo kratki. Recimo, kaj se je zgodilo v tej noči. In pride pastir in pove, povedano mi je bilo, da se je rodil kralj, da ga gremo pogledat. Pridejo še drugi pastiri in gredo k oltarju in tam je bil vedno postavljen ali ena podoba ali tak kip dete Jezus in tam se je odvijal ta dialog. Potem so sčasoma dodajali te dialoge, različne pogovore in potem se je to preselilo na vso cerkev, na vse, ki so bili prisotni. In počasi je to izvenelo, kot so zapisali, preveč posvetno. In potem so se odločili, da bodo to predstavili pred cerkvijo. Tako da imamo te različne prizore, kako upodobiti različne dogodke iz Svetega pisma in seveda o božičnem času tudi za praznik Jezusovega rojstva. Potem je mogoče dobro omeniti tudi, če gremo na nemško področje, zibanje Jezusa. To so bile različne zibke, v katero so položili otroka Jezusa in so ga zibali, da so s tem predstavili tudi eno skrb za tega otroka. To so v glavnem imele sestre redovnice po samostanih, kajti mnoge so dobile za doto eno zibko, mogoče tudi dete Jezusa, in so ga potem same ali naredile in so ga potem oblačile v razne obleke, ga zibale, prepevale, molile pred tem otrokom. In to je nekako bil en obred v teh samostanih s to zibko. In če gremo po raznih muzejih po svetu, bomo videli, da je teh zib kar nekaj. Tudi pri nas so bile prisotne, saj nam o tem govorijo razne pesmi, ki so jih prepevali, pridite, zibajmo dete Jezusa. In te nune so potem počasi nadomeščale tega Jezusa, ki je bil ali lesen, v voščeno obliko iz voska. Tako da so te voščene oblike Jezusa zelo poznane tudi pri nas. In tako vidimo, da so te obleke, ki so jih menjale na tem otroku, postajale vedno lepše, bogatejše, da so jih potem krasile tudi z rožami. Ene so bile zlate, največ srebrne. Lep primer tega je pri nas v Velesovem, ker so omarične jaslice iz dominikanskega samostana, ki so bile takrat dominikanke v Velesovem. Tudi v našem muzeju tukaj na Brezjah imamo en primer iz 18. stoletja, kjer je Jezušček res voščen in tiste rože, ki ga spremljajo, so srebrne.
tako da je to bogastvo tega otroka postajalo imenitnejše. Potem so namesto zibk so tega otroka začele pokrivati s steklom v različnih oblekah. Potem, če pogledamo, kako so postavljali razne oltarje, reliefni oltarji s tem prizorom Jezusovega rojstva. To je zelo razširjeno bilo v 14. 15. stoletju, tudi kasneje, ampak o tem še ne moremo govoriti, da so to jaslice, ker jaslice nastanejo tako, kot jih poznamo danes od 17. stoletja dalje. In pravijo, da jaslice so samo tiste, kjer lahko figure premikamo. Če figur ne moremo premikati, to niso jaslice. To je samo prikaz Jezusovega rojstva. In tu ima veliko vlogo nemški raziskovalec Rudolf Berliner, ki je umrl 1967, ki se je veliko ukvarjal s temi jaslicami, z različnimi prizori z celega sveta. O njem je veliko pisal Niko Kuret in pravi, da mu je pa zmanjkalo podatkov temu raziskovalcu Berlinerju za vzhodni del Evrope, za slovanski del. In pravi Niko Kuret, da je to res velika škoda. Ampak raziskovalci so šli naprej in kar je mene recimo nagovorilo, pritegnilo v tem raziskovanju jasličnih prizorov, če se zdaj pomaknemo na vzhod, kako so hoteli prikazati to Jezusovo rojstvo. To so imenovali Betleheme. Če pogledamo od Ukrajine preko Poljske, Češke, Madžarske in tudi k nam. Naredili so takšno omaro ali pa tudi cerkev in v to so položili različne prizore iz vsakdanjega življenja. Osrednjo mesto je imela sveta družina in to so potem nosili po družinah. In tam so prepevali, molili, nekako kot lutkovno gledališče so bile nekatere narejene, tako da so se tudi figure, ki so bile notri, lahko premikale in so s tem pripovedovali zgodbo. Recimo od Ukrajine Vetreb se temu reče, ker pomeni najprej votlina, ker naj bi se Jezus rodil, in potem so predstavili druge pomembne stvari za tisto deželo. Na Poljskem jih imenujejo šopki, ti se v glavnem ne premikajo, ampak imajo pomembne prizore iz njihovega vsakdanjega življenja, bodisi kulturnega, političnega, karkoli se je dogajalo na trgih, recimo v Varšavi. Eno tako šopko, veliko, 1 meter imamo tudi v našem muzeju, ki jo je izdelala Lucija Pačinski, hčerka velikega mojstra, izdelovalca teh šopk, ki si je po drugi svetovni vojni zelo prizadeval, da bi zopet uvedli to tradicijo na Poljskem, v Krakovu. In tudi sami nismo vedeli, ko smo izbrali to šopko v muzeju v Krakovem, da je tako pomembna in je bila tudi nagrajena leta 2009. Potem so pomembni te Betlehemi, ki jih nosijo tudi na Madžarskem. Tukaj pri Budimpešti je en muzej, ki se s tem ukvarja, Marsali, in z njimi smo stopili tudi mi v stik in so nam pokazali njihovo tradicijo, kako hodijo po družinah. V glavnem pred Božičem, tisti dan, 2 dni prej, pa nekaj po Božiču. Pri nas bi temu rekli, da so kot koledniki in se oblečejo v pastirje, vojake, spremstvo in nosijo ta Betlehem po hišah. In je zanimivo, ko pride v kakšno hišo, se najprej pastir oleže na tla, zaspi in začne smrčati
otroci vsi gledajo, poslušajo, kaj se bo zgodilo, potem ga kličejo drugi pastirji, da ga zbudijo in da potem začnejo peti, predstaviti božično zgodbo. Če se zdaj vrnemo v Slovenijo, mogoče se kdo spomni, če je gledal lutkovno predstavo Osel Nazarenski, ki sta jo pripravila Agata Majaron in njen mož. Je tudi zelo lepa predstavitev. Potem v Španiji so tudi imeli te lutkovne predstavitve. Tam v drugi polovici 18. stoletja so prisotne tudi danes. Tako da vidimo, da ta predstavitev Jezusovega rojstva je zelo bogata v Evropi in tudi drugje po svetu. Splošno razširjeno mnenje v Evropi je, da je oče jaslic sveti Frančišek Asiški. Če v to zgodbo sedaj postaviva svetega Frančiška Asiškega, za katerega pravimo, da je nekako začetek tistega, ki je postavil prve jaslice, ampak je potrebno tukaj pri Frančišku poudariti, da je on prvi, ki je postavil to božično dogajanje izven cerkva. On gre v naravo, hoče imeti votlino, kajti predstavljal se je tako, da bi rad videl, v kakšnih okoliščinah se je rodil Jezus. In zato prosi svojega prijatelja Janeza Velito, da mu vse tako pripravi. Torej votlino, da mu pripelje vola in osla in seno. Ničesar drugega ni bilo tam pri Frančiškovih jaslicah. In če bi bili natančni, bi lahko rekli, da to niso jaslice, ker ni Marije, ni Jezusa, ni Jožefa, ni pastirjev, ampak je Frančišek hotel povedati, kako se je Bog ponižal. V svojem oboštvu je prišel k nam. To ga je vedno privlačilo svetega Frančiška. Kako to, da Bog iz nebes pride k nam. In je vedno odkrival v tem učlovečenju to božjo ljubezen do ljudi. In to je Frančišek hotel pokazati. To božjo ljubezen do ljudi, da se Jezus rodi v revščini, v uboštvu. In kot pravi življenjepisec, ki je opisal ta dogodek, ki se je zgodil leta 1223, čez 3 leta bomo obhajali 800 let tega dogodka, je zapisal, da je imel videnje, da je videl, ko je Frančišek pridigal. To se je vse dogajalo med sveto mašo, da se je na tej skali, kjer je on pripravil vse za božični dogodek, prikazal Jezus, ki pa je bil speč, zadreman, tako da ga je Frančišek komaj zbudil, ko ga je zagledal, in potem dodaja, da tako je verjetno tudi v naših srcih, da je Jezus prisoten, ampak spi. In zato ga je potrebno prebuditi v nas. In to je naredil sveti Frančišek. In ta dogodek je potem mnogim ostal v spominu, še posebej Giotto, velikemu slikarju, da ga je narisal v Frančiškovi baziliki v Asiziju, in tudi ta šola Giottova je razširjala ta dogodek s Frančiškovimi jaslicami, tako da je to ostalo, ker se je že takoj narisalo in išlo v pozabo. Ampak nekako tista stoletja po Frančišku mirujejo. Ni bilo toliko teh predstavitev živih jaslic, če bi temu tako rekli. Ampak počasi, ker so razne te dogodke katoličani hoteli prikazati tudi na plastičen način, to je ta Biblija Pauperum ali svetopismo v slikah, ki je bilo vedno prisotno v katoliški cerkvi in ima pomembno tradicijo, kajti človek si tudi predstavlja ene stvari na svoj način, in če jih vidi,
doživlja drugače te stvari, kot če ničesar ne vidi. Kajti protestantizem je ravno to vzel, da se nič ne slika, ne riše, ničesar, ampak samo svetopismo. Katoličani so pa vedeli, da poleg svetega pisma je pomembna tudi ta predstavitev. In tu imajo pomembno vlogo jezuiti. Res v 16. stoletju, ko nastopijo s svojim delom po Evropi, so ravno hoteli ljudem prikazati preko različnih prizorov upodobitev te podobe oziroma prizore iz svetega pisma. Veliko je bilo za Veliko noč od Jezusovega trpljenja, potem so pričeli tudi z Jezusovim rojstvom. To so bili, tako kot sem že prej povedal, razni kratki dialogi, ki se potem razširijo. Bogoslovci so peli, molili, tako da je vse postajalo nekako slovesno. Zato pravijo, da naj bi leta 1560 v Coimbri na Portugalskem, v tej dobi baroka, se razširilo to praznovanje Jezusovega rojstva. To pomeni, da so imeli v cerkvi postavljen hlevček pa Jezuščka, to je bilo vedno nekako pri oltarju, ker so se te prizori dogajali pred oltarjem in tu so potem te gojenci peli, deklamirali pesmi, nastopali v dialogih, tako da nekako je bila ta dinamika predstavitve Jezusovega rojstva. Sčasoma pa začnejo postavljati kipce, recimo 2, 3, potem se to poveča, tako da so vedno nove kipce dodajali in pa tudi potem počasi tudi pokrajino. Tako da iz teh dialogov, ki so prej bili, se zdaj omaknejo te dialogi in dajo prostor tem upodobitvam. In zato lahko rečemo, da potem od 17. stoletja dalje imamo jaslice, ker so te kipe začeli lahko premikati, so jih postavljali na drugačen način. Eni so imeli celo navado, da so na dan zamenjali 5 prizorov predstavitve, kar je povezano z Jezusovim rojstvom. Recimo so prikazali, kako angel pride k Mariji, potem čez nekaj ur so zamenjali, kako gre Marija k teti Elizabeti, kako ji pomaga delati. Potem je bilo Jezusovo rojstvo, potem pridejo pastirji, 3 kralji, pridejo drugi in tako so menjavali te prizore. Tudi recimo položaj Jezusa je bil drugačen. Enkrat je v zibki, ko je majhen, ko pridejo 3 modri, ga že ima Marija v naročju, ker je že zrastel, ga drži. Tako da so se vedno znašli in iskali, kaj bi lahko še dodali tem jaslicam. In tukaj ne smemo preskočiti vlogo, ki jo ima pa tudi neapeljska šola, neapeljske jaslice, ki so zelo znane. In to je pa vedno povezava tudi za Španijo, kajti kralji, ti vladarji so imeli velik vpliv na Sicilijo, Neapelj in so tudi oni iz Španije naročali tem mojstrom, da so izdelali razne kipe za jaslice. In tu se je potem razvila zelo pomembna šola, ki so upodabljali vse mogoče prizore okrog Jezusovega rojstva. Postavili so recimo v sredino Jezusovo rojstvo, Jožefa, Marijo, pa pastirje, 3 modri, potem pa trg, fontana je mogla biti, vodnjak, vedno so prodajali. Tako da se včasih človek vpraša, zakaj je vsega tega toliko okrog enih jaslic, kar je nepomembno. Ampak oni so poudarjali, da vsaka oseba ima svoj prostor v tistih jaslicah. In so rekli, da tudi tisto vsakodnevno dogajanje, ki je bilo okrog, ali po trgu, po hišah, tudi če niso vedeli, da se je Jezus rodil. Ampak pravijo, Jezus je rodil za vse.
Tudi če ti niso vedeli, vse enako je bilo v Betlehemu. Jezus se rodi tam zunaj vsega dogajanja, ampak okrog njega življenje teklo. In Jezus se je rodil tudi za te. Mogoče ga bodo kasneje spoznali. Tako pravijo tudi ti, ki razlagajo te neapeljske jaslice in poudarjajo, da je pomembno v teh neapeljskih jaslicah, da je tudi porušen tempelj. Kajti Jezus je prišel, da bi prinesel drugo kraljestvo. Ne to kraljestvo, na katerega so se ali Rimljani ali kdorkoli drugi navezovali. In če pogledamo mesto Rim, kako so bili mogočni, kakšni so ti ostanki v Rimu porušeni. In to govori o zgodovini, da je Jezus nad vsem tem. Če pogledamo v Slovenijo, ko so jezuiti prišli, so tudi prinesli vse to dogajanje s sabo. Jezuiti pridejo v Ljubljano leta 1597. In prav ta zgodnja poročila pravijo, da so tudi ob prazniku Jezusovega rojstva pripravili razne božične zgodbe, da so peli, recitirali, imeli dramske nastope. In tu se že srečamo s to dinamiko, da so peli tudi o zibanju deteta. In ta igra se potem spremeni, kot sem že povedal, v postavitev določenih oseb, kipov pred oltar. In tako pravijo, da naj bi te prve plastične figure v Ljubljani izdelal Kilian Hampel leta 1644 in jih je potem tudi oblekel, ker je bil sam krojač. In zato jim je dal lepe obleke. In kot je zapisano, so te figure bile precej velike, tam okrog 1,5 metra. Bile so premakljive, ene so bile tudi recimo voščene, niso bile vse lesene figure, tako da kak je kdo vedel in znal, jih je pač naredil. In prav ta podstavitev teh jezuitov, kot pravimo prve jezuitske jaslice, se potem počasi razširijo tudi v druge pokrajine po Sloveniji, ampak počasi se te prizori recimo zamenjajo in srečamo že odrske jaslice, recimo pri Uršulinkah v Ljubljani, potem tudi v drugih krajih. Počasi začnejo delati tudi ploske ali kulisne jaslice. Zakaj so se odločili za to? Ker so tiste figure za mnoge bile predrage. Bilo je le umetniško delo, veliko, in so potem iskali verjetno druge rešitve in tako so recimo te ploske jaslice ali kulisne se najprej nariše na papir, ena oseba, slika, prizor, potem se to nalepi na les, se izreže in potem se to postavi. In prve take kulisne jaslice pripisujejo Leopoldu Lajerju. Za nas je to zelo dragoceno, ker je Leopold Lajer tudi narisal podobo Marije Pomagaj. In nam je uspelo, da smo te kulisne jaslice Leopolda Lajerja, ki so bile izdelane verjetno leta 1828, verjetno to njegovo zadnje delo, da smo jih pridobili za naš muzej jaslic tukaj na Brezjah. Najprej so bile izdelane za Kranjsko župnijsko cerkev, potem so šle v Predoslje, tam so kar nekaj let služile, dokler jih potem niso zamenjali z večjimi kulisnimi jaslicami, ki jih je naredil Matija Bradaški mlajši leta 1937. Potem srečamo recimo kulisne jaslice tudi v Ljubljani pri frančiškanih. Te naj bi naredil Matej Langus, so iz leta 1850.
potem tudi slikar Šubic za Novo mesto, prav tako za frančiškane. Te so se sedaj našle nedavno. Potem tukaj v Podbrezju imamo tudi velike kulisne jaslice. Potem so imeli različne prizore Jezusovega rojstva naslikane na platno in so jih po nekaterih župnijah menjavali na glavnem oltarju. So zamenjali tisto patrona, zavetnika z Jezusovim rojstvom. Recimo to srečamo v Moravčah, kjer so zamenjali sliko svetega Martina, tudi v Radovljici, Tržiču in verjetno še kje drugje. Potem srečamo tudi omarične jaslice, ki imajo tudi velik pomen. Nekatere so večje dimenzije, manjše, in te so postavljali po cerkvah. In če so bile manjše dimenzije, so bile vse te figure stisnjene, zelo nametane skupaj, da so jih lahko postavili. Ene so bile večje in te so bile v glavnem najprej narejene za cerkve, potem pa jih delajo tudi za domove. Ampak to so naročali bogatejši ljudje, da so jih lahko imeli doma, ker do 17. stoletja ni bilo hišnih jaslic. Šele potem se začnejo počasi. Recimo v Sloveniji poznamo tako imenovani Bohkov kot. Na tega res ne smemo pozabiti, ker je nekaj edinstvenega tudi v svetu, da imamo v tem kotu križ, pa podobo Jezusa pa Marije, in potem so postavljali jaslice ali kakšne druge stvari v naših hišah. To vedno poudarjamo, če gremo na kakšno srečanje po svetu, ker v Sloveniji bo drugo leto 2021, že 20 let, odkar je bilo ustanovljeno Društvo prijateljev jaslic Slovenije, in ki so se enakopravno včlanile leta 2012 v Mednarodno društvo jasličarjev, ki vsako leto prireja vsake 4 leta mednarodno srečanje v različnih državah. Tako da se tudi po tej plati med seboj bogatimo, vidimo, kako drugi raziskujejo, kako delajo jaslice, kako hočejo prikazati to božično zgodbo Jezusovega rojstva, in potem spoznavamo razne tradicije. Tako da na tem področju si res veliko prizadevamo v okviru našega muzeja jaslic. Letos smo dobili iz poljskega veleposlaništva v Sloveniji tako imenovane oblatke, ki so na Poljskem zelo prisotni. To pomeni, to je takšen kruh, kot je za hostije, lahko je okrogel, lahko je kvadratast, in tam so različni prizori iz Jezusovega rojstva. In za njih je zanimivo, da to dajejo v voščilnice za Božič in si pošiljajo drug drugemu in po celem svetu. Sam se spomnim, ko sem bil še majhen, da smo dobili, ker smo imeli prijatelje na Poljskem, za veliko noč takšno voščilnico, in notri so bili te oblatki s prizori ob veliki noči. Tako da to sem nekako poznal, nisem pa poznal, da imajo tudi za Božič. Tako da povsod imamo različne primere, prizore, načine, kako se tudi v božičnem času približati drug drugemu. Kdaj se potem takem, prej ste omenili v 17. stoletju, ampak prav dobesedno, kdaj se razširi izdelovanje jaslic po slovenskih domovih? To je bilo pozneje, verjetno. V slovenskih domovih je veliko pozneje. Glavnim so bile te omarične jaslice, ki so bile prisotne. Potem so bile pa tukaj tudi jaslice iz kartona, papirnate jaslice,
tudi so imele 3D dimenzijo. Če jih pogledamo, če se jih dotakneš, otipaš, vidiš, da so tako v 3D narejene. In to je bil pač poseben tisk, kako so to delali. Ene so bile velike, manjše in se spomnim, ko smo obnavljali muzej jaslic, da je ena gospa iz Ljubljane prinesla srednje velike jaslice iz kartona in je rekla, da jih nima komu zapustiti, ker otrok nima in da ne bi šle v pozabo, jih je poklonila muzeju, so pa pred letom 1900. In pa se pogovarjala, pa je rekla, veste, te jaslice so ljudje postavljali na nočno omarico, če je bil kdo bolan, da so tam molili in prosili za njegovo zdravje. Tega tudi nisem vedel. Sem pa potem to misel zasledil pri Niku Kuretu, ki to opisuje v svoji knjižici Postavimo jaslice iz leta 1941. Tako da ta tradicija teh jaslic je bila prisotna v Sloveniji, pa verjetno različno na različnih koncih naše domovine, tako da eni so poznali, drugi ne, so postavljali na drug način. Recimo kotne jaslice so jih tudi izdelovali mogoče sami doma, so bili tudi razni mojstri, ampak velikokrat so jih ljudje sami izdelovali glede na velikost njihovega kota, kamor so jih postavili. Tako smo tudi za naš muzej dobili ene lepe kotne jaslice, tudi pred letom 1900. Dali smo jih restaurirati, obnoviti in so res krasna upodobitev in tako lepa, ki govorijo o eni ljubezni tistih ljudi, ki so to delali. Kdaj so se torej jaslice, kakršne poznamo danes, in običaji okrog njih razširili v vse kotičke naše domovine? Pred drugo svetovno vojno in zlasti potem po drugi svetovni vojni in pa v današnjem času se je pa to res razcvetelo, tako da imamo skoraj na vseh koncih najprej različne predstavitve tega, kar ljudje delajo. Prirejajo razstave jaslic in pa tudi je zelo živa prisotnost postavitev živih jaslic po Sloveniji, tako da so ljudje to začutili, da lahko stopijo skupaj in naredijo veliko stvar. In zanimivo mi je, kar je zapisal Niko Kuret že pred drugo svetovno vojno, da so jaslice, ko so jih ljudje delali, mnoge spravili med seboj, da so bili slabi odnosi po družinah, ampak ko je prišel ta čas, da se nabira mah, da se pripravijo figure, da se oblikuje božično drevo in da je to potem družino povezalo zopet med sabo. Tako da tudi v tem smislu jaslice imajo svojo vrednost, da nagovarjajo človeka, če je le odprt, ker tu gre, da pokažejo to božjo ljubezen, ki se rodi, in pa tudi, da bi ljubezen vladala med nami, da si pomagamo drug drugemu, da si stojimo ob strani, stopimo skupaj in nekaj lepega naredimo. In to so ljudje, ko so delali po družinah, jaslice začutili. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o zgodovini jaslic na Slovenskem. Sogovornik v oddaji je bil pater dr. Robert Bahčič, gvardijan frančiškanskega samostana in rektor Marijinega svetišča na Brezjah, kjer je tudi Slovenski muzej jaslic. Oddajo sva povezovala Matjaž Romih in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Jernej Boc, avtor je Ivan Mrljak. Spet lahko prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.